Oznaka SV pri Peugeotu 508 označuje karavansko različico. No, ampak na tem mestu moramo kaj hitro narediti tisto zvezdico. To namreč ni karavan, ki bi želel podirati rekorde svojega segmenta pri prostornosti, ampak je karavan, ki se mu takole, poglejte, vrata odpirajo, brez tistih okvirjev okoli stekla. In to velja tako za prednja, kot tudi za zadnja vrata. To je karavan, v katerem se spredaj sedi zelo nizko, zelo športno, no zadaj pa zelo hitro razmeroma utesnjeno. In čeprav je številka, ki tvori njegovo ime, višja, je prostornina prtljažnika celo nekoliko manjša od modela 308 SV. Seveda, to ni klasičen karavan, ampak bolj kot radi rečemo, shooting brake. Peugeot 508 je nedavno doživel prenovo, no in ta prenova je še bolj poudarila njegov karakter. No, recimo, namesto enega levega čekana odslej tukaj svetijo kar trije, njegovi odslej serijsko matrični LED žarometi pa so oblikovani še bolj agresivno. No in tako avto želi sporočati, da je dinamičen, da je športen, želi izstopati in na ta način nagovoriti tudi k čustvenemu nakupu. Vizualne osvežitve, ki jih nekako zaokroža nova podoba tega črnega traku na zadku z velikim napisom Peugeot, pa so pravzaprav najbolj opazna izmed novosti, ki jih prinaša prenova. No, v udobni in kar se tiče izbranih materialov tudi večinoma nadpovprečno kakovostni notranjosti, pa so razlike precej manj opazne. No, mogoče tista še najbolj očitna je odsotnost ročice za upravljanje avtomatskega menjalnika, ki jo je odslej nadomestil tale precej manjši izbirnik. No in s tem se je 508 poenotil z ostalimi modeli zadnje Peugeotove generacije. In poenoten je tudi, ko govorimo o uporabniškem vmesniku osrednjega zaslona. Ta je odslej lepše grafično dodelan, bolj pregleden, ampak še vedno nekoliko prepočasen, da bi lahko celotno uporabniško izkušnjo ocenili z oceno odlično. Zasnova in karakter modela 508 SV pa postaneta najbolj očitna, ko sedemo zadaj. Sedenje na tej sicer zelo udobni zadnji klopi namreč ni tako zelo udobno in prijetno kot v kakšnih večjih družinskih karavanih. Predvsem zaradi manjših oken, pa tudi streha se kar hitro spusti. Pa tudi tistih ročic, za katere bi se lahko potnika zadaj prijela v zavojih, tukaj ni na voljo. Pa bi prišle zelo prav, ker je vsaj po francoskih standardih dinamike 508 precej dinamičen avto. Če odštejemo športno različico PSE, je najbolj dinamičen v ponudbi priključni hibrid z oznako 225, ki zgovorno priča o konjenici pod motornim pokrovom. Ta ima sistemsko moč 168 kW in je tako kot ostale pogonske možnosti ostal enak tudi po prenovi. To pomeni, da ima še vedno baterijo z uporabno kapaciteto slabih 12 kWh, ki omogoča nekaj popolnoma električne vožnje. Mi smo pri mešanem ciklu in ugodnih zunanjih temperaturah uspeli dosegati približno 45 km z enim polnjenjem in tukaj je vključena tudi vožnja po avtocesti. Seveda pa bo uporaba zaloge energije bolj učinkovita pri mestni vožnji, ko se številka električnih kilometrov lahko povzpne tudi nad 60. Če baterije ne boste napolnili, pa se 508 obnaša kot klasični hibrid in tudi tedaj je poraba goriva, ki jo pridela 1,6-litrski turbo 4-valjnik, povsem znosna. Pri mešanem ciklu znaša dobrih 6 litrov na 100 prevoženih kilometrov. A kot naši oddaji vselej poudarjamo, doplačilo za priključnega hibrida, ki v tem primeru znaša približno 10 tisočakov, preprosto ne bo smiselno, če avtomobila ne boste vestno polnili. Le tako lahko namreč pridete do prihrankov, ki jih omogoči cenejša električna vožnja. In to polnjenje vsekakor ne bo preveč komplicirano. Ker je baterija razmeroma majhna, bo že ali pa celo najbolj učinkovito tisto zelo počasno polnjenje, čez noč na domačem dvorišču. 508 SV torej ni tipičen karavan, no bo pa po našem mnenju uspel nagovoriti tiste, ki si želijo udobne vožnje, na čase, športne vožnje, naprednih asistenčnih sistemov in ne nazadnje, hočeš nočeš, tudi izjemno atraktivnega videza.